Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Zdravo! V tokratni oddaji Klepet ob kavi boste ugotovili, kaj pravzaprav zmore profesionalna fitoterapija v kombinaciji z fungoterapijo in divja kombinacija lisičke, trepetlika in nageljnove žbice, ki jih poznamo tudi pod klinčki. Nikoli ne bi rekli, da je to neka kombinacija, ki prihaja iz Sibirije, še manj pa, da je to kombinacijo pravzaprav zasnoval nek ruski onkolog in to kombinacijo začinil s stvarjo, kot so recimo klinčki. A vendarle temu je tako, danes boste spoznali, zakaj je ta kombinacija edinstvena in kdaj zelo učinkovita. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Marijana Kolman. Pozdravljena. Torej, doktor Korepanov je pravzaprav tisti, ki je to kombinacijo ustvaril in jo uporablja pri svojih pacientih. Ja, v inštitutu Galen so pripravili to kombinacijo, seveda na osnovi njegovih raziskav, ugotovitev, nenavadna kombinacija. Ampak dejansko je tako, da so vse tri sestavine kompatibilne in podporne, ampak gre predvsem za to, da je to preparat, ki je namenjen odpravljanju parazitov. In kombinacija treh sestavin je taka zato, ker ena sama po sebi ne bi odpravila vseh parazitov. V človekovem organizmu namreč živi veliko parazitov različnih vrst, ki se različno odzivajo na sredstva proti parazitom. Recimo, običajno bi človek mislil, da če nekaj deluje proti parazitom, bo seveda uničilo vse parazite, pa temu ni tako. Zato ta kombinacija lisičke, skorja, trepetlike in nageljnove žbice oziroma klinčki. Lisičke so gobe, to je zanimivo, ker večina zdravilnih gob je parazitskih. Lisička pa ni parazit. Lisička živi v simbiozi, torej v mikorizi z drevesi, koreninami in pravzaprav, tako kot jurček in v teh gozdovih, in rastlinam daje možnost krepitve koreninskega sistema, to pomeni boljša rast in tako dalje, od rastlin pa dobiva hranilne snovi in minerale. Lisička ima dve pomembni sestavini, ki delujeta na živčni sistem parazitov. Ne boš verjela. Ne, da bi jih zastruple ali karkoli, ampak enostavno imata dve sestavini. To je hitin manoza, sestavljen polisaharid in druga stvar, ki seveda tudi zelo zanimiva, je ergosterol, to je provitamin D2 in ti dve sestavini v kombinaciji sta uničevalski za parazite. In praktično deluje proti večini parazitov, ki parazitirajo človeka. Druga stvar je trepetlika. Trepetlika je v starih farmakopejah priznana kot zdravilo proti raznim tegobam, ampak pomen, da je Korepanov dodal skorjo trepetlike temu preparatu, je pa v tem, da trepetlika pa ob tem, seveda, ker povečuje izločanje žolča, deluje proti bakterijam, proti parazitom in tako dalje. Ampak tisto, kar je pa ključnega pomena, trepetlika je edina naravna snov, ki uničuje parazite, ki jih imenujemo opistarhozi. In to so paraziti, pri katerih je bilo znanstveno dokazano, da povzročajo raka na žolčnih vodih. Paraziti. Paraziti? Zato je dodal trepetliko. In tretja stvar
so pa nageljnove žbice oziroma klinčki z protivirusnim, protimikrobnim delovanjem, so analgetik, ker imajo veliko salicinatov, in antiseptik, ker imajo izjemno visoko količino evgenola. In delujejo seveda tudi proti parazitom, in ta kombinacija zagotavlja pravzaprav učinkovito odpravo vseh vrst parazitov pri zelo enostavni uporabi 2 kapsuli na dan, in pri preventivi 1 kapsula na dan. Občasno je potrebno pač preventivo le upoštevati. Doktor Korepanov je ustvaril to izjemno kombinacijo, združil fungoterapijo in fitomedicino in torej ustvaril kombinacijo lisičke, skorja, trepetlike in, kot smo rekli, torej nageljnove žbice. Ampak zakaj je pravzaprav doktor Korepanov predlaga svojim pacientom v začetku, da je to ta prva stvar, s katero začneš? Zato, ker tudi sicer poudarja, da se vsako zdravljenje začne z dvigom imunitete, odpornosti organizma. Vsako. In toliko bolj seveda pri težkih boleznih, ko je pomembno, da ohranimo oziroma skrbimo za dovolj močan imunski sistem. Namreč večina, 70% imunskega sistema je doma v prebavilih. Zato je tako pomembno upoštevati, naj bo hrana vaše zdravilo in zdravilo vaša hrana. V prebavilih, namreč v steni črevesja, so tako imenovani, to so sicer čisto medicinske zadeve že, ampak kljub vsemu se mi zdi prav, da ljudje vedo, to so Peyerjevi poloji, skupki tkiva, limfatičnega tkiva, potem so mezgovnice od trebušne stene do oporka črevesja, potem so postaje bezgavk. Vse to je pravzaprav področje, kjer živijo naše imunske celice, kjer je doma naš imunski sistem. In zato je tako zelo pomembno, da ta imunski sistem začnemo nadzirati, graditi ali nadgrajevati ravno pri skrbi za odlično oziroma zdravo stanje v črevesju. In ker seveda v črevesju gostimo neprijazne bakterije in še bolj neprijazne parazite, ki nas nažirajo, ki se hranijo z hrano, ki bi sicer bila namenjena podpori imunskemu sistemu, je te parazite potrebno odpraviti. Wow. Paraziti so tisti, ki od nas hočejo cukor, pa vse te zadeve. Pravzaprav so to paraziti, ne mi, o tem smo govorili tudi z Jeleno Dimitrijevič, zelo, zelo zanimivo. Črevesje je torej tisto, kjer je doma zdravje, ki je temelj zdravja, tudi serotonin in drugi hormoni pravzaprav nastanejo v tem delu. Kako pa se jemlje ta stvar? Zdaj, malce sem pregledala, tukaj so seveda divje, nabrane rastline, ki pa so vendarle v kapsulah. Kako je zdaj s tem, kako se to pravzaprav jemlje, kako se to uživa? Torej, kapsule so naravne, lahko se jemlje tisti, ki nimajo težav s tem, da če lahko pogoltnejo kapsulo, enostavno 1 kapsulo pol ure pred jedjo. Ostali pa lahko vsebino kapsule stresejo na žličko, pojedo in splaknejo za vodo. Ali pa tudi ne. Načinov za uporabe je več, ampak kakorkoli. Sestavine so koncentrat, so iz posušenih sestavin, tako da mene je zanimalo, doktor Korepanovo sem vprašala, da to pomeni, da če lahko v prehrano vključimo te 3 sestavine, dobimo pravzaprav lahko dovolj teh sestavin, ki sproti odpravljajo parazite. Pomembno je to, da se hitinmanoza in ergosterol
razgradita pri temperaturi in pri prisotnosti soli. Zato jaz kljub vsemu spodbujam ljudi, da uporabljajo naše plodove narave za svoje zdravje, ampak ko bojo nabirali lisičke treba posušiti in potem zmleti. Torej ne jih termično obdelati, ker zgubijo te sestavine, ki delujejo proti parazitom. Skorjo trepetlike seveda nabirati tako, da se ne poškoduje kambrij dreves. Nageljnovi klinčki so pa seveda začimba, pri kateri je najbolj pomembno, da so dobrega, resnično ekološkega izvora. In če se ti ne da, potem enostavno lahko posežeš po temu proizvodu. Torej, tukaj notri je 30 kapsul. Za koliko časa to imamo oziroma na kakšen način, komu, kdaj, na kakšen način? 30 kapsul zadošča za mesec dni, to je tudi priporočljiv tretma. Kadar pa so, in jaz tudi sicer priporočam, ker večina ljudi niti ne ve, da ima parazite, pa kljub vsemu priporočam tretma, kot ga predlaga tudi dr. Korepanov, 2-krat na dan, pol ure pred jedjo, 1 kapsula in potem ponovitev mesec dni, samo 1 kapsula dnevno. Tako da ker lisičke sicer so poznane potem, da delovanje proti parazitom ni osredotočeno samo na parazite, ki so že razviti, ampak tudi na njihove ličinke in jajčeca. V eni izmed prejšnjih oddaj si označila otroke kot male teroriste, ki prinesejo marsikaj dejansko v naše domove, tudi parazite. In kako je pri otrocih pravzaprav, je tudi to primerno za otroke? Seveda, tudi veliko študij, ki so bile upravljene na Medicinskem inštitutu v Tomsku, Tomsk je sibirsko mesto, ki ga nekateri imenujejo tudi ruski Oxford, so bile usmerjene prav na delovanje tega pripravka pri otrocih, ker otroci so tisti, ki pravzaprav imajo največ parazitov. In v teh kliničnih študijah je bilo ugotovljeno, da pri otrocih zadošča tretma 1 mesec, količine so pa seveda manjše. Pri otrocih do 5 let se uporablja 1/3 kapsule, pri otrocih od 5 do 10 let pa 1/2 kapsule 2-krat na dan. Ker pri otrocih je zelo pomembno, da odpravimo parazite čim prej, ker ko se to enkrat naseli v organizmu, potem je resnično potrebno več truda, da odpraviš. In tudi v teh kliničnih študijah so povezovali vedno večje obolevanje otrok in vedno slabše imunsko stanje, stanje odpornosti pri otrocih ravno z paraziti. Kar je popolnoma logično. 70% imunskega sistema ogroženega z paraziti je le večina, ker prebavile so nas zelo velik organ. Zato tako procentualno velik delež imunskega sistema pade prav na prebavila. Doktor Korepanov pravi, da je pravzaprav tudi pri podpornem zdravljenju z adaptogeni le to delno učinkovito, torej ne popolnoma učinkovito, če imamo parazite. Ravno zaradi tega, ker adaptogeni, imunostimulatorji in imunomodulatorji so namenjeni aktiviranju naše sposobnosti samozdravljenja, kar je posledica dovolj močnega imunskega sistema. Če imamo parazite, imunski sistem ne moremo aktivirati do te mere, kot bi ga želeli s temi preparati, zato ker ga paraziti sproti nažirajo. In zato je to prvi korak pri pristopu do podpore pri zdravljenju ali tudi pri zdravljenju. Potem seveda glede na različne oblike težav ljudje lahko posegajo tudi po ostalih pripravkih, ali so to izključno gobe, recimo sibirska čaga,
svetlikava pološčenka ali rejši, lahko v kombinaciji sibirska čaga z kordicepsom, z korenino, lopuh. Mi je ostal tako v glavi samo po rusko, da vedno iščem besedo, ker mi je tako neprimerna. Slovenska beseda za lopuh je navadni repinec. In repinec mi asocira vedno na motovilec, ker v Prekmurju se reče repincel, ja. In kakšno ime? Navadni repinec, pa tako zelo nenavaden je in tako zelo zdravilen. Torej, navadni repinec, potem so kombinacije z trepetliko, z klinčki, kombinacije z drugimi rastlinami, ampak fungoterapija in fitoterapija, tudi z eleuterokokom, so na vsak način tiste stvari, ki jih naj bi človek v podporo pri zdravljenju užival šele potem, ko odpravi parazite. Torej, prvi korak je torej tale kombinacija, kot smo rekli, torej lisičke, nageljnove žbice, torej klinčki in pa seveda skorja, trepetlike. Jaz moram povedati, da sem kar fan, oboževalec tega, da dajem stvari iz kapsule ven in tega sem se zavedla dobro tudi sama. Moja zgodba o parazitih se je pravzaprav začela z obiskovanjem lekarn, kjer sem farmacevtke spraševala, s kakšnimi težavami prihajajo ljudje in presenetilo, popolnoma šokiralo me je, koliko ljudi hodi v lekarne zaradi tega, ker imajo težave z paraziti oni sami oziroma njihovi otroci, pa mi je bilo jasno, čakaj malo, sej dober, potem, ko sem tudi sama dobila parazita v Maroku, sem ugotovila, da tudi sama nikomor nisem hotela o tem govoriti. In je en tak kar velik tabu. In to ni stvar srednjega veka, ampak je vendarle zelo, zelo sodobna stvar in tudi ob uporabi zaperja, torej odlična vrhunska zadeva in to je začetek vsega, da bomo potem kasneje tudi bolj izkoristili učinke ostalega. Tako je in tudi manj ostalih stvari bo potrebno. Ampak veš, ker o tem se ne govori, in statistični podatki pravzaprav lažejo, da parazitov ni, oziroma da ima zelo malo ljudi parazite. Popolnoma normalno, ker nihče tega ne pove, ljudi je sram. Pri otrocih seveda ta tabu zgine, ker za svojega otroka boš pa poskrbel in skoraj vsi otroci imajo parazite. Mene velikokrat ljudje kličajo in sprašujejo, kako pri otrocih, kaj, ker verjetno tistega Džingis Kanovega recepta pri otrocih ne morajo uporabiti. Veliko lažje je uporabiti ta pripravek, ker ne obremenjuje, nima stranskih učinkov, ne obremenjuje želodca. Sicer Džingis Kanov, se spomniš, ko sem ti pravila, pa si rekla, kako lahko to poješ. Seveda veliko teže kot pa to tabletko. Džingis Kan je namreč bil poznan, imenuje se po Džingis Kanu, zato ker je znano, da njegova vojska bila zelo zdrava, primerjalno z ostalimi vojskami, ki so na bojiščih bolehala predvsem po boleznih prebavil. In Džingis Kan seveda jim je svetoval česen in Džingis Kanov recept je, poglej, takale skodelica drobno nasekljanega česna, vzameš žlico, daš v usta, ne grizaš, pogoltneš, zaliješ sokom ali s kefirjem. To je antiparazitni program po Džingis Kanu. Antiparazitni po dr. Korepanovu je pa malo bolj prijazen. Je pa malo bolj prijazen. Najlepša hvala. Torej, v primeru, če vemo, da so zagotovo prisotni paraziti, za en mesec 2 škatlici, torej, sicer pa 1 škatlica, ali kako? Tako je. Najlepša hvala. Tudi cena je pravzaprav zelo, se mi zdi, da je vendarle dostopna, tako da se veselimo vsega, kar bo torej prinesla tale krasna oblika, kombinacija, kot smo torej rekli, lisičke, skorje, trepetlike in pa nageljnove žbice. Gre za posebno kombinacijo, ki jo je ustvaril znan ruski onkolog dr. Korepanov in tudi sam priporoča to kot začetek, najprej torej prva faza, da izločimo
parazite. In gre za kombinacijo fito- in fungoterapijo in ravno takšen izdelek torej ni na voljo v lekarnah, samo tukaj preko tega kanala in to je tudi prvi in edini kanal v Evropi, tako da smo lahko prav zares hvaležni Mariji Ani, ki se je potrudila, da je vse to pripeljala tudi v Slovenijo, torej povsem divje nabrano, ki vse raste torej v ekološko neoporečnem okolju. Še kakšna dodatna informacija in seveda tudi naročila pa 02 6200 230 oziroma klepetobkavi.si. To je torej tisti prvi korak in stopimo na to pot že danes. To meni lahko damo tole modro, lahko pa tole modro. Kaj pa s to je tem? pa zemlja in ogenj. Zemlja in ogenj. In zdaj, katero modro lažje držimo, tisto si izberemo.